Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na Slovenski matici v prav posebnem večeru posvečenem Bogomili Kravos in Trstu. Trst je tudi naslovni junak najnovejše knjige Bogomile Kravos, ki je izšla v matični zbirki Spomini in srečanja. Že sam naslov zbirke seveda pove, da gre za nekakšno refleksijo, spominjanje na preteklost in na vse tisto, kar je ta preteklost seveda prinesla v to našo sedanjost. In težko si najdemo bolj imenitno popisovalko povojnega Trsta, kot je svojim humorjem, tudi radoživostjo, ki je nikoli ne skriva v svojih očeh, svojo neustavljivo energijo, avtorica Slovenske matice, ki je pri nas izdala že 2 knjigi, to je Bogomila Kravos. Omenila sem 2 knjigi in sicer najprej je izdala zgodbo svojega očeta, kasneje pa je pri Slovenski matici izšla še monografija, nekakšen pregled zgodovine gledališke dejavnosti na Tržaškem. In v čem sta si ti 2 knjigi podobni in tudi drugačni? S tole, ki je še sveža tukaj in s katere žari podoba tega radoživega dekleta. Takoj že sama fotografija pričuje, da bomo danes govorili najbrž o avtobiografiji avtorice, in sicer o njenih zgodnjih, otroških, pa tudi mladostnih letih. Pa vendarle bo v njej tako drobec ali pa tudi kar nekaj slik iz njene prve knjige, ki je šla pri matici. Torej, v njej so tudi podobe njenega očeta, kakor ga je to mlado dekle gledalo, doživljalo, spoznavalo. In prav tako je v tej knjigi tudi drobec tiste njene ljubezni do gledališča, ki traja že vse življenje. Bogomila na fotografijo si vendarle drznila postaviti sebe, vendarle pa si za naslovnega junaka poimenovala Trst. Kraj, prostor, ki si mu na tak način skozi svoje oči tudi postavila portret. Kako se ta portret mesta in mladega dekleta prepletata v tvojem delu? No, najprej hvala, da ste prišli in lep je Brškana? Ja. Lep večer. Upam, da bo lep večer med nami nastal. Meni je, ta deklica tukaj je stara 2 leti, oblečena v nošo, ker je bila na stadionu 1. maj, to je okvirna zgodba o tem velikem imetju, nepremičnini, ki je last vseh nas, Tržačanov, slovenskih Tržačanov, je bila revija narodnih noš. In mama me je oblekla v to nošo, ki jo je oče kupil, ko je spoznal v internaciji mojo sestro v Monte Calvo Irpinu, dol v južni Italiji. Torej, v bistvu gre za neko čudno kombinacijo, da sem jaz oblečena v eno južno-italijansko nošo med slovenskimi nošami. Šlo je za popis vseh noš, ki so bile takrat na Tržaškem in tudi v Istri. Torej, neko zelo važno dejanje. In podpis k tej sliki, ki je bila objavljena v časopisu, je pisal, da je zavedna mati oblekla punčko v narodno nošo, da pokaže svojo identiteto. No, in o tej identiteti, pravzaprav o svojem prostoru in o svojem času pišem v tej knjigi. Trst, torej noša ni tržaška, jaz pa sem Tržačanka. In jaz sem
mislim, tudi to poudarjam, da sem tržaška Slovenka. To nisem ne manjšinka. Mislim, jaz vztrajam pri tej terminologiji, da smo mi tržaški Slovenci. Ne čutim se nekaj utesnjenega. Se mi zdi, da lahko živimo danes kot danes. Ni bilo vedno tako, ampak jaz sem bila vzgojena, da smo pač Slovenci. Pika, konec. Ker v Trstu je bilo to nekje normalno, ker se je moj oče za to slovenstvo boril in za to slovenstvo tudi drago plačal. V tem kontekstu jaz nisem imela v bistvu kot otrok izbire in potem, ko se navadiš neke drže, ki včasih, oziroma prevečkrat mogoče oporečniška, je to pač tvoj način življenja. Mislim, da je tako kot jaz, zelo dosti Slovencev in podobnih meni. No, jaz imam to pač razvado, da sem začela pisati in opisovati. In to je res, kar pravi Ignacija. Vsaka knjiga je pravzaprav eno dopolnilo prejšnji, pišeš vedno eno in isto knjigo. Samo naprej se tisti diskurs razvija, ker čutiš potrebo, da določene stvari boljše upoveš, boljše razložiš, oziroma greš vedno bolj v svojo intimo. Naj bo tudi jasno, ker so me nekateri pač vprašali, jaz sem govorila in sem želela opisati samo svoj prostor in svoj čas. Zato v tej knjigi ni moje družine, ki je zame zelo pomembna, ampak in je tudi določa mojo življenjsko pot. Ampak moje družine ni, zato je tista fikcija, da se umaknem za nekaj desetletij v Emilijo, kjer sem torej v srednjo Italijo, kjer sem sicer poznala, imela dobre prijatelje, poznala tudi njihovo meglo, ki je dosti gostejša od ljubljanske in neprimerno bolj intenzivna. Dobroto in prisrčnost tistih ljudi, vendar tam nisem nikoli živela. Enostavno nisem mogla vključiti svoje družine, ker bi bilo potem to druga zgodba, drugačna pripoved. Bi se pač spustila v neke meandre, neke druge intime. Tukaj sem hotela poudariti svojo pravzaprav identiteto in svoje bivanje v prostoru. Bivanje v prostoru, ki je, ne povem, nič posebnega se mi ne zdi. Tista trenja, ki so bila in so danes malo bolj prikrita, so čisto normalna, ker je vsaka družba, nažalost, ne živimo v tistem sožitju in v spoštovanju drugega, kot bi se spodobilo in kot bi bilo tudi lepo, da bi bilo. V tem mislim, da sem imela pravzaprav veliko srečo. Moje življenje, oziroma moja izvorna družina, moj oče, je bil neverjeten tip. Mi smo imeli vedno hišo polno obiskovalcev. In ti obiskovalci so bili za mojega očeta vedno dragoceni. Kot otrok gledaš na te ljudi, dvakrat na teden je bilo fiksno, da smo imeli prijatelje. Prijatelje, ki niso imeli svoje družine in so prihajali k nam na kosilo. Zato, da jim pač ponudiš neko toplino, en domač obrok. Kot otrok sem na te ljudi gledala kot niti ne. Smo bili vajeni prenašati. Vse, kar je prišlo, smo pač bili ubogljivi in poslušali. Ker je bilo treba poslušati oziroma spregli, kadar se nam ni dalo. Potem
naknadno odkrivaš, da so bili vsi ti ljudje, ki so prihajali k nam, pravzaprav prinašali eno neizmerno bogatstvo. Svoje izkušnje, svojo razgledanost, svojo dobrohotnost in predvsem so potrjevali mojega očeta v njegovem slovenstvu. To je bilo, tudi če je bil Italijan, je moral razumeti, da tukaj smo Slovenci in to je bilo neizogibno in neomajno, gotovost je bila ta. Tako da se jaz moram pravzaprav zahvaliti. Jaz sem vedno bolj prepričana, da to, kar počnem, je pravzaprav ena dota, ki jo moram predati naprej. Hvala, kar nekaj skrivnosti te knjige si že razkrila. Tudi to, da ne gre samo za portret mesta in tebe, kot sem dejala, ampak seveda to, kar dela mesto živo, torej tamkajšnje ljudi, prebivalce, Slovence, tržaške Slovence. Tudi te portretiraš, številne med njimi, kot si dejala, pa vendarle posvetiš tudi neko posebno pozornost starševski vzgoji. Kako se skozi to knjigo spominjaš očeta in mame in čem se razlikuje prikaz očeta v tem delu s tistim, ki si ga ustvarila v zgodbah mojega očeta? No, tukaj gre za formacijo, ne, kako te formirajo starši. Mama je bila krščansko dobra, jo odpuščala, je bila, oče pa je bil bolj trd, ampak prepričan in zelo, zelo skrben. To moram reči, zelo skrben v vseh ozirih, tudi do drugih. Ne vem, klical je za... Je bil en človek, ki je živel nedaleč od nas, in je bil pripraven za vsako delo. In enkrat se je mama vstajala in rekla, kaj kličeš tega človeka, saj vidiš, da je bil Italijan, saj vidiš, da je fašist. In oče je odgovoril, ja, vem, je, ampak je sposoben za delo, to, kar napravi pošteno in pomisli, da nima službe, da nima denarja, ima 4 otroke in ženo mora vzdrževati. In diskusije je bilo konc. Tako da je bilo zelo, zelo jasno vzpostavljeno, kdo ukazuje oziroma kdo odloča za te stvari. Oče je videl širši problem, mama je bila bolj, je sprejemala to. Torej, gotovo, da sem jaz imela najboljše starše na tem svetu, tako kot so vsi starši najboljših starši za vsakega otroka. Oče je imel tudi to, da je znal učiti, znal pokazati in znal učiti. Tako da bil je velik ljubitelj gledališča, imel je pač svoje načrte, potem je vojna odločila drugače. Tako da je potem recimo tukaj name prenesel svoje ambicije. Sam je, ne vem, kako se to dogaja, ampak po vojni on je začel takoj nastopati, takoj bil angažiran, obnovil svojo dejavnost. Mislim, ne vem, odkot so črpali, po vsem tistem, kar so prestali ti ljudje, odkot so črpali energijo, da so se spet postavili na noge. In potem seveda, komaj sem začela brati, naj povem, da ko sem začela hoditi v osnovno šolo, je on kontroliral, kako jaz berem. In torej sem morala biti v krojačnici, je imel kar nekaj delavcev in delavk in so morali vsi poslušati, kako sem jaz brala, da se bom naučila tekoče brati. Jaz sem pač to prenašala, oziroma bolj so prenašali tisti, ki so me poslušali, kaj se veste, kako se otrok uči brati. Mama, ne, to je bilo, ko je bila cirkev, je bilo že bolj cirkus, zato ker je bilo ne, je in to je bilo res, ampak on je imel svoje načrte.
da bom jaz začela nastopati. Tako kot je nastopal on, tako je potem Tom predal svoje hčerke. In naj povem, da je bilo to res zelo, zelo intenzivno, zelo v kotu kuhinje, mama za mizo z knjigo za šifriranje in on je hodil gor in dol in popravljal. No in mislim, da lahko prebereva zdaj tisto, kako je meni bilo določeno. Ker, veste, pri nas je bilo tako. Po vojni so bili zavezniki, ne? In zavezniška vojaška uprava, to vedno poudarjam, zato ker si misli človek, zavezniki, ne, so bili vojaki in torej ni bilo tako enostavno. V vsak način oni so odločili, da določene, to, kar so oni potem imeli za stalne službe in so oni nadzirali, to je bil radio in šola. Tisto, kar je Jugoslavija podpirala in to je prihajalo, denar je prihajal za plače, prihajal, mislim, tihotapsko, ker je bila takrat železna zavesa in je bilo to zelo, zelo strogo. No, in mi smo imeli seveda, jaz sem nastopala bodisi za cerkvene potrebe, bodisi za društvo, ki pa ni bilo, je bilo filo-jugoslovansko, torej tega ne bi smela. In smo seveda hodili v gledališče, kar je bilo tudi na indeksu. In tako da je bilo včasih, no, kaj vem, mislim, da te tako, ta dvojnost, to, da se moraš stalno potrjevati, da je to zelo zdravo za človeka, da se človek postavi na svoje noge in zagovarja svoje stališče, da zna presoditi, kaj je prav in kaj ni. No, in se zgodi tako. V tretjem razredu višje srednje šole je profesor prinesel popravljene šolske naloge. Vsemu v razredu je dal 7, to je dobra ocena, meni 7+. Ste pisali najboljšo nalogo, pa veste, ne morem vam dati več. Zaradi nastopa v Slovenskem gledališču mi ni dal ocene, ki bi si jo zaslužila. Tisto leto me je namreč očetov prijatelj angažiral v gledališču in moj nastop je bil po profesorjevem prepričanju hud prekršek nenapisanih šolskih pravil. Toda kolo se vrti in tudi v šolskem letu pride do nenačrtovanih slučajnosti. Ravnatelji višjih srednjih šol so se tisto leto dogovorili za skupno Prešernovo proslavo. Profesor ni mogel mimo mene. Poklical me je iz razreda in mi naročil. Čez en teden bo Prešernova proslava, pripravite zadnje 3 sonete nesreče. Prve 3 bo recitirala Mihajla iz 4. Je kdo bral sonete nesreče pri 16 letih po lastni izbiri in brez samomorilskih popadkov? Kako naj bi razumela vsebino, če smo brali samo zapovedano literaturo in pisali obnove po poglavjih, ne da bi nas kdo vprašal za sporočilnost celotnega besedila? In kaj smo smeli brati? Za profesorje slovenščine na naših šolah je še veljal indeks librorum prohibitorum. Ko je Merku govoril o Stendalu, Maupassanu, Balzacu in Bartolu, je opozoril, da so dela teh avtorjev na spisku prepovedanih knjig. Po kakšni logiki na ta spisek niso uvrstili sonetov nesreče? Naenkrat so se zgrnili pred mano, komur je sreča darbila klofuta, življenje ječa, čas v njih rabel hudi, čez tebe več ne bo sovražna sreča. Že res, da me je oče poučil o mukah in trpljenju. Vseeno se mi zdi, da pubertetnica, ki so je za obvezno čtivo predpisali Janovega ovčarja Marka in Finžgarjevo pod svobodnim soncem, ne more dojeti globine teh verzov in za povrh njihovo sporočilnost posredovati publiki. Sošolka iz 4. je bila v redu punca, zahajala je v profesorjev krožek.
Jaz sem ob nedeljah še vedno redno hodila k maši in prejemala zakramente. Škodili so mi nedeljski popoldnevi v društvu in gledališču. Nastop v gledališkem ansamblu je bil višek in verjetno mi je zato kot sreče dar profesor naklonil zadnje 3 sonete nesreče. Oče je sprejel izziv brez pripombe. Poznal je glavnino Prešernovih poezij, glede na svoje pred- in medvojne dogodivščine mu ti soneti res niso delali preglavice. Začela sva z vajami, v kotu kuhinje, pokonci, zravnano, glasno, jasno, vsi vokali s pravilnimi akcenti, da je bila izreka neoporečna in je vers zvenel čisto, nedvoumno. Če ni bil pravilno izgovorjen, oštja, kaj ne slišiš, ponovi, ne tako, poudarek, slišiš, kje je. 6 dni večer za večerom. Kjer hodi, mu je strnem pot posuta, kjer si poišče dom na dloki jezero, nabere se okrog in v eno miro s togotnimi valmi na stene buta. Tako trdo je oče zahteval in foršpilal, jaz pa ubogljivo ponavljala za njim, da sem na večer pred nastopom samozavestno ugotovila, da navadile so butare se pleča in grenkega se usta so pokala, pod platje koža čez in čez postala, ne straši več je trnovka podeča. Otrpljeni so udjami in sklepi in okamelo je srce preživo, duha so ukrotili na dloko klepi. Strah zbežal je, z njim upanje golfivo, naprej me sreča gladi ali tebi, metnalo našla boš neobčutljivo. Točno tako je bilo. Trema brez strahu. Tista skupna mišljenjšolska Prešernova proslava je bila nastavljena 1. maja v titovskem kulturno-športnem središču. Oder sem dobro poznala. Po uradnem govoru o pomenu Prešerna in za nas je igralec Jožko Lukež nastopil z gazelami, za njim je Mihaela začela s vrbo in tako, kot se spodobi, odrecitirala svoje sonete. Za njo sem stopila na sredo odra in že s prvimi besedami, komur je sreča dar bila klofuta, pritegnila pozornost publike. Celo sošolci moškega spola so pozorno prisluhnili mojemu nastopu. Ravnatelj, šolski nadzornik, profesori so me obkrožili in mi čestitali. Klinc, še profesor slovenščine. Takrat tega nisem pomislila. Ni bilo v glavi in ne bi si upala. Bila sem vesela. Doma sem ponosno poročala o uspehu. A saj ni bilo treba. Ravnatelj je takoj sporočil očetu, kako sem se odrezala. Bil je trenutek. Naivno sem mislila, da bo profesor razumel, koliko veljam. Da me bo povabil v radijsko igralsko skupino, ki jo je vodil in v kateri so sodelavci za vsak nastop dobili dober honorar. Sanjala sem o neodvisnosti, o lastnih prihodkih. Od uprave gledališča sem za vaje in predstave dobila vsaka 10.000 lir in si s tem denarjem kupila par čevljev za k maši v gledališče in na ples. Na radiju sem za snemanje izrečenih 2 ali 3 stavkov dobila 3.000 lir. Toliko so dobivali nekateri sošolci ob tedenskih nastopih. Po prvem od očeta izsiljenem nastopu na radiju ni bilo zame nič. In mislim, da je bilo zelo prav tako, ker konec koncev, če bi prišla v neko družbo in bi morala biti nekomu hvaležna, potem ne bi bila več lahko jaz, bi se morala prilagoditi. Mislim, da je bilo to zelo dobra šola, no ja, kot pubertetnik pač sanjaš, ne, da boš neodvisen, da ne boš vprašal očeta za denar, za tisto žepnino, ki je vedno dal, ampak pač si ga moral vprašati, ni bilo to lahko. Vse, kar je opisano v tej knjigi, je vse zelo, zelo normalno. Je pa prav,
da se ve, da smo se vedno pri nas delili na ene in druge in da smo jemali v bistvu, jemali v smislu, da sem jaz nastopala, ko je bilo treba. Ne? Ker konec koncev nikoli, pogledajte, jaz sem živela na obrobju mesta, tako je pač naneslo, smo imeli po vojni, je bilo, kjer je oče imel delavnico, je bila hiša bombardirana in smo imeli, hvala Bogu, to hišo, kjer je oče kupil za svojo družino. Tako da smo živeli na obrobju mesta in to je nekoč je bil to zelo, kar se tiče Slovencev, zelo bogat predel. Ta Svetivan je dejansko premogel v raznih frakcijah, zaselkih, je premogel recimo 4 narodne domove. Zdaj vračajo enega, šolo, privatno poslopje s šolo, potem zadruga. Tako da je bilo res bogato. Ljudje so se pač čutili potrebo, da ustvarijo skupnost in so v to vlagali. In jaz sem nezavedno, posredno od tega črpala in imela ogromno. Zato je bilo pa vedno tako, da so, kot veste, je v Trstu delovalo pred fašizmom društvo Edinost, politično društvo Edinost, ki je izdajalo svoj dnevnik Edinost in je imelo zelo trden namen, da je povezovalo. So bili liberalci, ampak povezani tudi s cerkvenimi krogi. Zato tudi ko omenjamo recimo duhovnike, vedno ločimo primorsko duhovščino od recimo ostale slovenske. To imate tudi v Pahorju, recimo, to je velika razlika. Naši duhovniki so bili vedno narodno, obrambno nastrojeni. No, tako da je bilo nekje povsem logično, da so eni in isti, recimo, pevci peli v cerkvenem pevskem zboru in v društvenem zboru. To je bilo normalno, tako sem jaz nastopala za cerkvene potrebe, tako kot sem nastopala v društvu. Ko je bilo treba, so šli, je bilo zanimivo, no, za društvo, v društvu je oče deloval, torej je bil prisoten, sicer pa je za cerkvene zadeve pa prišel kaplan k nam domov in se je s očetom pogovoril in pač sta se domenila, kako bom jaz nastopila. Ampak ta prizor izpričuje neko neverjetno ljubezen do jezika, do natančnosti, celo akcentuacije, do artikulacije slovenščine. Pa mi je zdaj padlo na misel dogodek, ki se je nedavno zgodil v Narodnem muzeju, ko je prišla skupina tržaških Slovencev oziroma Slovencev iz Italije v Narodni muzej in jih je kustosinja spraševala in bila vsa očarana. Pa vi govorite slovensko, kako dobro znate slovensko. Ja, kje ste se pa vi slovensko tako dobro naučili? Večerni šoli. Skratka, ta zelo žalostni pripetljaj, bi rekli, našega časa. Junakov, v narekovajih našega časa, ki dejansko ne znajo več zaliti slovenstva na drugih stranih, bi rekla, meje in so sami za mejeni. Ja, to je en velik problem. Mislim, da se vsakomur od nas se je to zgodilo in se bo še zgodilo. V bistvu pa je tudi res to in v tej knjigi, ko ste videli, jaz sem nalašč uporabila jezik, ki ga uporabljamo mi. Dosti je, recimo vejo, grejo, povejo, to je vse ni povedo, ker je bilo to prinešeno od zunaj in naučeno. To mi ne zveni domače, ne pokriva mojega domačega prostora. Torej, mi
Jaz mislim, da je tukaj do določenega trenutka, ne, v 70-ih, 80-ih letih, je bila velika debata o enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Hvala Bogu, imamo še nekaj zapisov, nekaj knjig. Pavle Merku Berč je pripravil zbornik o tem, kaj pravzaprav in kako se soočiti s tem slovenskim prostorom, s tem prostorom, ki je delno za mejo, ampak je vedno do določenega trenutka, do prve svetovne vojne, je bil skupen prostor. Jasno, da se je Trst razvijal po svoje. Trst je bil mesto, v katerega so se stekali raznorazni, tudi ne moremo si zamisliti Slovencev brez drugih Slovanov v Trstu. Mislim, da smo bili tako pregneteni tudi z vsemi ostalimi, od Italijanov do Nemcev, tako da je naša kultura dejansko drugačna, širša in mislim, da bogati to osrednje slovensko. Prihaja pa v zadnjem času do velikega razkoraka. Jaz recimo sem se dosti ukvarjala s gledališčem in s dramatiko in priznam, tudi zaradi miselnosti, ki se razvija v Sloveniji, težko razumem in tudi jezikovno, glede na to, kako se piše danes dramatiko, zelo težko razumem to. V bistvu bi mi morali prevesti, tako da se še malo manjka, da se bomo začeli prevajati med nami, oziroma mogoče se že prevajamo. Včasih imam, posebno pri poeziji, imam vtis, da se pač pesniki včasih zato, da so razumljivi, da se prevajajo. To se mi ne zdi dobro in se mi ne zdi prav. Pred dnevi sem šla gledati ta strašen film Izginjanje o koroških Slovencih. Samo koroški Slovenci imajo pač velik problem. So zelo razkropljeni, razseljeni. To gre za močne kmetije, ki pa so na samem. Mi živimo v skupnostih. Mi imamo več možnosti tudi za proizvajanje kulture. In tukaj je ta velika razlika. Gre za razmislek o tem, kako vlagati, da se to bogastvo, ki je slučajno ostalo za mejo, ampak zdaj spet te meje ni več, konec koncev, naj ne bi bilo več. Kako spodbuditi, da se to ne izgubi, ker je tukaj te kulturološke različnosti, ta različna kultura je le neko bogastvo. Če se strne vse na Ljubljano, jaz imam občutek, ker živim na obrobju in se zavedam, kako je rob pomembno stalno utrjevati. Rob je tako kot pri obleki. Če ni trdno zašit, popusti in potem, se vse scefra. Naša meja, to, kar je v Sloveniji, je pod velikim vplivom Italijanov in Italije. In je zelo lahko. Mi smo, Tržačani, imamo pač nekaj privilegijev, se mi zdi, ker smo cepljeni na to, da se znamo braniti. Vse nekateri, ne vsi. Ampak smo cepljeni. Medtem ko Slovenci, ki so za mejo, sploh nimajo te odpornosti. Je kot, če zaide virus med njih, so lahko kupljivi. In to se mi zdi, da je nespametno. Ta naša kultura je tako razvejana, tako široka, da bi res lahko bili bogati. Ko govorijo o medkulturnosti in večjezičnosti in beremo razprave o tem,
si rečemo, ne, mi smo drugačni. Mi kulturo drugega jo nosimo v sebi. Zame je italijanska kultura del moje kulture. In torej je del tudi moje slovenske kulture. Se unese noter, kot bi bila konstitutivni del tega. Jaz sem zrasla in začela govoriti seveda v tržaščini, v dialektu. Ne, da bi me kdo uvedel v to, ampak ker je bila to nuja. Zato, da sem se lahko igrala s sosedovo punčko, ki njeni starši so bili Slovenci, ampak niso bili več Slovenci. In ona je govorila samo tržaško, jaz sem začela z njo govoriti. Ker če si hotel živeti normalno, si moral imeti stike z drugim, ki je lahko bil tudi zelo nastrojen proti tebi. Ampak ti si se pač dokazoval. No, res pa je tudi to, da sem imela vedno eno veliko krit hrbet in zaledje. To je tudi, ker to je. No, zelo dragoceno je to tvoje pričevanje, kako je treba negovati ta rok. Tudi gospa Evelina Umek je prav tako pri predstavitvi svoje knjige opozorila, kako je, ko se rok začne krušiti, je ogroženo tudi samo središče. In pred kratkim je tukaj dr. Milan Buffon predstavljal svoje raziskave o Slovencih na Tržaškem in seveda je nekakšno dejstvo, da število Slovencev upada, da se ta rob dejansko kruši. In kaj je tisto, kar bi lahko in bi morala tudi skozi perspektivo tistega dekleta, ki je skušalo vso to burno vihravo zgodovino Trsta narediti matica, h kateri ste vedno se tako srčno obračali? To je, svet se zelo, zelo hitro spreminja in mislim, da je treba biti prožen. Mislim, da so bile prejšnje generacije zelo prožne in so se znale prilagajati, ne da bi pri tem popustile glede svoje identitete. Tukaj je treba najti eno drugo pot, mislim, da, ker konec koncev kot nečastno, ampak jaz predsedujem domačemu društvu 33 let. Me je sram, ampak tako je. No, in v odboru je dekle 40 let, ki so jo starši vpisali v slovensko šolo. Enostavno zato, ker je oče rekel, jezike je treba znati, 2 otroka sta bila, denarja za privatne šole ni bilo in je rekel, gresta v slovensko šolo. Brat je dobil drugo družbo in potem je opravil slovensko šolo, zna slovenščino, ampak je ne govori. To dekle pa je našlo pot v slovensko družbo, v slovensko društvo. In naj vam povem po pravici, da je to najzanesljivejša odbornica. Tista, ki rečem in ona razume in mi napiše, najprej je bilo treba nekaj popravljati slovenščino, ampak zdaj jo ona suvereno obvlada in določene stvari. Tako da tisti, ki so iz slovenskih družin, pravzaprav je ena, ki je tako zaspana, da si mislim, mogoče bi postavili italijansko šolo, bi bil tudi za nas vse ena odrešitev. Ne, zdaj se šalim seveda, ampak hočem reči to, da je poleg šole je zelo važno in to je hud manko, ker da so dobro strukturirana in delujoča društva. Zakaj sem jaz 33 let v tistem društvu? Zato, da ne propade enostavno, ker moraš ti dati nek pečat, nek input. Mora biti
osebe, ki širijo prostor, ki dajejo tudi nek ugled celemu, mislim, v tisti četrti, ker je to edino delujoče društvo v tisti četrti. Torej, mora nekdo, ko pride iz šole, mora imeti prostor, kjer se bo v slovenščini lahko razvijal naprej in našel svoje interese. Mislim, je lahko društvo, je lahko športno društvo, karkoli, ampak da najde nekaj, kjer se lahko razvija naprej. Ker sicer jezika če ne uporabljaš jezika, jezik zakrkne. Ne moreš samo od tiste šolske izobrazbe potem živeti. Tako da je to mislim, in tukaj je spet danes, v današnjem času, ta delitev, mi smo od 45. leta, zdaj kakorkoli lahko človek sodi, ampak tisto, kar je bilo osvoboditev in potem v 40 dneh so v središču mesta organizirali 7 kulturnih društev. Potem teh društev ni več. Samo na obrobju imamo še 3 društva. To je premalo. Kulturno društvo je zelo pomembno. Eno je še v središču, zdaj sta 2, ampak to je premalo. Premalo zato, ker to moraš živeti, mora biti mestno jedro. Vsi naši voditelji, desni, levi, pikčasti, rozasti, kakršnekoli barve, so se odselili na vas, v vaška okolja. Zdaj, in potem ne čutijo več utripa mestnega, ne vejo, kaj se v mestu dogaja, oziroma govorijo samo na določeni ravni med seboj. In kar je tudi zelo hudo za naš čas, je to, da gledaš samo na pridobitništvo. Kaj boš dobil, kaj boš imel, kaj boš se polastil, česa se boš polastil. Ne, kaj boš dal, ampak kaj boš imel. Ko meriš vse koliko bo to prineslo, potem ne pride nikamor. Mislim, da je to v osnovi zelo huda bolezen, od katere si upam trditi, da se je težko ozdraviti, ker kadar enkrat zaide to. Na to je strašno opozarjal, veste, v 50 letih začel opozarjati, bil moj profesor in potem moj kolega Josip Tavčar. On je v svojih dramskih delih to zelo, zelo poudaril, ker je on veliko pred nami spoznal, kaj pomeni, mislim, to potrošništvo. On je doživel, mislim, bil študent, poklical v italijansko vojsko, v Rasulu je pristopil v zavezniško vojsko in je doživel tisto bombardiranje pri Monte Cassinu. In tam, ko je videl to razkošje bomb in orožja, ki je padalo na to čudovito, mislim, samostan, od tam se je začelo njegovo filozofsko razglabljanje o tem, kaj pomeni potrošništvo. Nas je, mislim, kar nekaj razmišljujočih oseb je bilo, ki nas je opozarjalo na to, ampak to je res ena taka kuga našega časa. In ta kuga našega časa je dejansko prisotna tudi neke vrste kot okvirna zgodba v teh spominih in srečanjih, naslovljenih kot Moj Trst. Z njo se začenja in na nek način tudi končuje. Vaša oziroma tvoja knjiga, se opravičujem, ampak z Bogomilo sva prijateljici že kar nekaj let, pa sem se trudila vikati, pa mi nekako do tega trenutka ni šlo. No, kot ta okvirna zgodba govori ravno o tem spopadu med biti in imeti, ki je na nek način tudi spopad med preteklostjo in sedanjostjo. Preteklost kot tista biti Slovenec, imeti identiteto in vendarle
sedanjost kot tista, kjer se tudi tržaški Slovenci soočajo z grabežljivostjo. In to je pravzaprav prav tako zaskrbljujoče in to je tudi skrb, ki se mi zdi, da je to knjigo narekovala. Ja, jaz mislim nasplošno, da se premalo poznamo in premalo zavedamo, da ko smo z možem diskutirali, ko se je Slovenija osamosvajala in smo imeli prve stike s temi, mislim, s prijatelji in se nam je zdelo, kot da lahko posredujemo našo izkušnjo, ker mi smo bili že globoko zarinjeni v to potrošništvo in to delitev naše, vaše, imeti. Ampak nobene izkušnje ne moreš posredovati drugim, je treba pač preboleti. Samo smo upali, da so samo ošpice in da traja nekaj tednov, oziroma nekaj let in da potem to mine. Ne gre tako, ni to tako enostavno, nažalost. Meni se zdi, da je, nekaj napišem, pri nas so nepremičnine najbolj premične, ne? Tako da, milo se mi stori, poglejte, dejansko je bilo, glede na to, kot sem vam povedala, jaz pišem eno in isto knjigo, določene stvari sem odkrivala, ko sem raziskovala za gledališko knjigo. Je pa res, da je bilo premoženje, ki smo ga imeli Slovenci v Trstu. Računajte, vseh kapitalov, ne samo slovenskih, slovanskih, je bilo 30%. Italijani so imeli 20%, ostalo je bilo avstrijsko oziroma nemško. Torej 30%, poleg posojilnice in hranilnice, torej Narodni dom, kapitali te banke, Narodni dom je stavba, ta banka je imela tudi svoje kapitale, so šli v drugo banko, ker so fašisti imenovali v upravni odbor svoje ljudi in tako je šlo. Tako je šla Jadranska banka, tako je šla Živnostenska banka, tako je bila podružnica Ljubljanske banke. Mislim, ogromne kapitale smo imeli in po vojni zavezniki niso hoteli absolutno nič vrniti. Enostavno zato, ker izgovor je bil zelo dober, da so oni tam začasno pri nas. No, in potem, ko je bilo stvar urejena, 54. leta, potem pa je bila Italija. In Italija se rekla, vse je bilo to zelo lepo narejeno. Seveda, fašisti so naredili tako, da je bilo vse zakonito na videz, ampak pod prisilo. In tega ni bilo. Tako da mi smo potem na novo, to, kar je prihajalo iz Jugoslavije, je dejansko bilo vse tihotapsko. Ampak pokupili so neverjetno dosti, kar je bilo na prodaj, so kupili. In potem so bili slabi upravitelji, ker so se naenkrat se jim je zdelo, no ja, če je naše, je moje. In to deluje tako pogubno. Tudi za tiste, ki vidijo te stvari, je to zelo žalostno. Zelo žalostno, ker če kradeš skupnosti, to je tako kot ti rečejo, ja, davki, jaz rada plačujem davke, ker se mi zdi, da mora država poskrbeti za ceste, za bolnice, za šole, za to, kar je skupnega. In če nimaš občutka za skupnost, potem pomeni, da nekaj ni dobro v naši družbi. Ampak ne bomo zaključili s tako pesimistično zgodbo in pogledom. Bomo seveda povedali, da je knjigi, kar je nakazovalo že tudi najin pogovor, pridodan slovarček tržaških besed in seveda tudi seznam bolj znanih oseb, ki v knjigi ob tejle radoživi deklici in Trstu nastopajo.
En portret pa je prav poseben in morda bi pa nekaj povedala tudi današnjim poslušalkam in poslušalcem o njej. No, povem, to je moja profesorica italijanščine, je pač prebrala v časopisu, da sem izdala knjigo. In sem rekla, Marija, mislim, potem so bili kolegici in sem rekla, Marija, takoj te opustim v knjižnici. In ona je šla po to knjigo in prvo, kar je rekla, ampak ti si pisala, ja, jaz sem pisala. Torej, zgodba je taka. Pri nas je 4. oktobra sveti Frančišek, je to zavetnik Italije in zato je bila šola, na šoli je bil to prost dan. Vse ostalo je delovalo. No. Torej, jaz sem bila doma. Pismonoša je prihajal 2-krat na dan, zjutraj in popoldne. Taki časi. To je bilo leta 61. Jaz sem bila stara 13 let. In pride poštar Marko in oddaleč, mislim, pred našo hišo je vrt, začne: Gospod Kravoš, gledajte, je vas eno pismo se z Moskve, ma prav se z Moskve, ara. In oče se pač pogleda svoje delavke in reče, punce, danes prej kot ponavadi, ne? In je mislil, Marko je spil, poštar Marko je spil nekaj glažov vina, ker se mu pač vse poštarju tudi ponudi nekaj. No in medtem, ko je oče šel do Portona, da bo vzel to pismo, sem jaz pritekla seveda iz svoje sobice in rekla, oče ne, je zame, je Gagarin. No in to, oče je obstal, poštar mi je izročil pismo, eno od deklet je prišlo iz delavnice s škarjami, da ne bi slučajno kaj raztrgala, ker je bilo to že takoj Moskva, to je bila relikvija. No. Odpremo to vojnico in noter je slika z Gagarinovim podpisom. Kako, kaj, zakaj, kje, odkot. No in tukaj se je začelo, seveda sem morala razlagati, kako se je to zgodilo. Kot veste, 12. aprila 1961, no, vi mogoče me ni treba, da poznate datuma, jaz ja. Jaz sem hodila v nižjo srednjo šolo, gimnazijo, in sem kot mestni otrok sem bila v popoldanski izmeni. Ob 10 in nekaj so po Radiu Trst javili, da je prvi človek v vesolju, Jurij Aleksejevič Gagarin, pristal v Bajkonuru. Od spodaj je oče v delavnici poslušal komorno glasbo in tudi tam so prekinili, da so povedali to. In seveda, mi smo bili v družini, nas in Rusov je 150 milijonov, zdaj se odpira slovansko stoletje in to je bilo potrditev vseh očetovih sanj in naše, mislim, prodora v svet. In sem se potem seveda odpravila v šolo in na trgu Goldoni je bilo spet presenečenje. Tržaški dnevnik Il Piccolo, ki je vedno blatil vse, kar je bilo slovenskega, slovanskega, vse to je bilo vse, je bila posebna izdaja in fant, ki je kričal tam na vse grlo, prvi človek v vesolju, Rus je prvi človek v vesolju, v italijanščini seveda. No in jaz sem kupila časopis Piccolo prvič v svojem življenju. Pridem v šolo, govorimo samo o tem. In na poti nazaj, domov, proti domu, sem pomislila, da bi pa jaz pisala. Moje sošolke so pisale igralcem, pevcem, imele po 20-30 fotografij s podpisom, to se je stalno gledalo, kako je lepa, kako to. In jaz sem rekla, pa jaz bi pisala Gagarinu. In
zvečer sem si pripravila, seveda preden sem šla spat, da ni nihče videl za Božjo voljo, ker to se je dela vedno na skrivaj, ker bi me sicer imeli za norca. Sem napisala, naumazano se je takrat pisalo, in potem, ko je naslednje jutro, ko je mama šla v trgovino, sem jaz vzela pisemski papir iz škatle, prepisala, napisala na ovojnico Jurij Aleksejevič Gagarin, Moskva, CCCP. Cirilice nisem znala, ampak CCCP sem vedela, da je. No, od tistega 13. aprila, ko sem jaz to poslala, je minilo nekaj mesecev, šolsko leto se je zaključilo in sem rekla, kaj? Se je izgubilo pismo, mogoče ga sploh niso poslali, se nisem imela naslova konec koncev. In ko je po 5 mesecih prišlo to pismo, to je bilo nepopisna sreča. No, moj oče je bil človek, ki je znal, pri nas je temu pravi teatrin. In je takoj začel napletati, kako bo prišel Gagarin k nam na obisk, kako bo mama kuhala štruklje, kako je škoda, da je umrl ta najprisrčnejši prijatelj, ki je bil tolmač in ki je res obvladal ruščino. Ampak da bo gospod Bambič, je tudi dober, se zna ruščino, ne bo tako, kot če bi bil, ampak bo vseeno dobro. No, to se je vse opravilo, tako da naslednji dan sem seveda nesla v šolo dokaz, da imam tudi jasen podpis. No, in sošolke so takoj videli, da je moj podpis več vreden kot vsi njihovi igralci, igralke, pevci, pevke. In ko je prišla profesorca oziroma razredničarka v razred, so rekli, morate pogledati, Krabosova ima nekaj, ki vam mora pokazati. No, in profesorca se veste, kako je navadno vedno mularija izigrava, zato da se zgubi pač uro in to. Ampak so bile tako vztrajne, da so morala priti do mene in jaz sem potegnila ven in ko je ona videla to vojnico Gagarina, ja, smo spet govorili samo o Gagarinu in o tem, kako sem jaz pisala pismo, kako sem čakala, kako ni prišla in kako je prišla. In potem je profesorca razredničarka vljudno prosila, če ji za 24 ur posodim sliko in ovojnico, da bo lahko pokazala v zbornici in svojim doma. Tako da dejansko je ta Gagarin. Mislim, da bom zaradi Gagarina ostala v spominu marsikoga, da je to največji dosežek v mojem življenju. Seveda ne. Prepričana sem, da ti tudi ta knjiga kar nekaj pomeni. Hvala, da si jo zaupala Slovenski matici. Nekaj podobnega je tudi knjiga, tako bogata, pestra, večkulturna, večbesedna, mnogopomenska. Knjiga Bogomile Kravos, Moj krst, spomini in srečanja. Hvala, ker ste bili z nami in prepričana sem, da se bomo ob tej knjigi še srečevali. Hvala lepa.